Lepo pozdravljeni. Od letošnjega referenduma dalje nismo kaj veliko slišali o konoplji, razen v tem, da je vse bolj v uporabi tako za preventivo kot tudi za zdravljenje, no pa tudi še kje drugje. Z mano je danes aktivist Božidar Radišič, ki deluje tudi v sklopu Društva Pest za človekove pravice in v sklopu Inštituta za raziskovanje narave in nam bo razdrl še kakšno skrivnost v zvezi s konopljo, njeno uporabo in njeno sestavo. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, letos smo imeli referendum. Ljudje so bili za, da se konoplja uporabi tako za osebno rabo, kot tudi za medicinske namene. Od tega je zdaj minilo že pol leta. Ali izgleda, da se bo na tem področju kaj premaknilo, ali je to bolj nekako ostalo zaprto v predalih? Zdaj, vsak referendum ima namen, ne? In jaz mislim, da je marsikdo pričakoval, da ne bodo tako visoki rezultati. Ampak glede na to, da je 52% volilcev odločilo, da se dovoli osebno uporabo oziroma preneha kriminalizirati in malo manj kot 70% tudi za uporabo v medicini, je vlada vseeno pristopila. Koliko imamo informacij, bo do konca leta predstavljen zakon o uporabi konoplje v medicini. In šele enkrat spomladi tudi za osebno rabo. Pa tukaj govorimo o podobnem principu, kot so ga recimo zdaj aprila v Nemčiji uporabili? Da, ureditev naj bi bila podobna. Se pravi, medicinski del pride čisto pod zdravstvo, zato ker bi to moralo biti v domeni zdravstva oziroma medicine, kar še dolgo ne bo. Nemčija, seveda, preden je šla v spremembe zakonodaje letos z aprilom, je dobro preučila vse, naslovila je tudi vprašanja na Evropsko komisijo in so našli edino možno pravno pot, kar se tiče osebne rabe, to je samooskrba. Zato, ker trgovanje je po konvenciji konoplje, predvsem THC konoplje, še vedno prepovedano. Samooskrba, hortikultura in pa tako imenovana industrijska konoplja pa sploh niso del konvencije, ampak so iz konvencije izvzete. Zato pač tudi ta zakonodaja v Nemčiji je šla skozi, tudi v parlamentu. Ustanovili so pa tudi tako imenovane konopljine klube, kjer se lahko združijo ljudje, ki nimajo pogojev, da bi doma gojili tiste 3 rastline po odraslem članu gospodinjstva in se lahko združijo v klube, kjer za njih nekdo goji. Oni morajo te plačati obratovalne stroške, seveda tudi oskrbnike, ampak je prepovedano vsakršen promet s konopljo. Se pravi, razen če si v klubu, ti potem kot nekakšna delničarska družba pripada nek odstotek? Nekaj podobnega, da. Tako. Torej, lahko pričakujemo spremembe v bistvu pri nas že v letu 2025, če prav razumem. Da. Torej, vseeno pa pri nas je do neke mere že dovoljena uporaba v medicinske namene, kaj ne? Zdaj, uporaba v medicinske namene je dovoljena leta 2017, ko je se pravi, vlada spremenila uredbo in je konopljo premaknila v drugo skupino. Zdravniki, se pravi, bi že lahko 7 let predpisovali konopljo, ampak osnova, da nekdo začne predpisovati konopljo, je seveda izobrazba zdravnikov. Na medicinski fakulteti se o kanabidiologiji pa o endokanabinoidnem sistemu ne učijo. Nekaj malega imajo na fakulteti za farmacijo v Ljubljani, pa seminarji za izobraževanje zdravnikov, pa medicinskih sester, ki jih soorganiziramo zdravstveno fakulteto, to je dejansko edino izobraževanje. Tudi če je na papirju nekaj dovoljeno, če vi ne najdete zdravnika, ki bi to bil pripravljen predpisati, je pač v praksi nedostopno. Prav zaradi tega je nujno, da se ta zakonodaja spremeni in da se začne poučevati tudi na medicinski fakulteti o konoplji. Nažalost, v Nemčiji so tudi leta 2017 uvedli konopljo, 2018 v medicinski del
in danes imajo čez 1 milijon bolnikov, ki uporabljajo konopljo kot terapevtsko sredstvo. In če lahko v Nemčiji, verjetno lahko tudi pri nas. Ja, ponavadi je to kar povezano. Ja. Kje pa se recimo pri nas že zdaj uporablja? V kakšne namene? Tu mislim, da se je govorilo nekaj o epilepsiji. Da, največ konoplje se je uporabljalo na Univerzitetni pediatrični kliniki v Ljubljani za akutno epilepsijo. Nekaj malega so predpisovali na Onkološkem inštitutu kot za paliativo, ampak je na Onkološkem inštitutu pač tisto predpisovanje THC-ja to komplicirano, ker je dosti pacientov raje se ni sploh več, ker je lahko dostopna tudi na črnem trgu in je lažje, nažalost. In tu se skoraj konča. Tu se konča. Psihiatri so absolutno proti, čeprav je nešteto študij, da pomaga pri anksioznosti, posttraumatskem sindromu, tudi depresijah. Ampak nažalost, kot sem rekel, pri nas je ta mainstream medicina nastrojena proti konoplji, in znanost pa pravi drugače. Čeprav so neke študije tudi, da naprimer pri pojavih, kot je bipolarna motnja, pa so lahko tudi sprožilci. Ja, seveda, ampak to spet presodi zdravnik. Sprožilec za bipolarno motnjo je lahko alkohol, lahko je telefon, lahko je kakšni drugi dražljaji, razmere v okolju, v družini. Seveda, marsikaj lahko sproži, ampak to ne pomeni, da bi. To je pa pol, seveda, znanje zdravnika pride v poštev. Največja študija do zdaj je bila narejena, ki je delala Sue Sisley v Ameriki, ki je bila 3-krat naša gostja na znanstvenih konferencah, glih na posttraumatskem sindromu in bipolarnih motnjah, in se ni glih pokazalo, da bi bilo zelo nevarno. Jaz mislim, da je danes toliko teh zdravil raznoraznih na trgu, legalnih, antianksiolitikov pa vsega, kar verjetno je dosti večja škoda od njih kot od konoplje. Je pa verjetno tudi odvisno od tega, kakšno vrsto konoplje uporabimo. Recimo nekateri pravijo, eden od uporabnikov se je izrazil v smislu uporabljam CBG, ker se mi zdi, da če CBD pomiri telo, CBG pomiri duha. Bi se strinjali? Ne glih, no. Zdaj tak je, konoplja vsebuje čez 3000 aktivnih substanc, nekaj čez 300 od tega je kanabinoidov, mi pa govorimo o 2. THC, CBD večinoma. Odvisno, zakaj se konoplja uporablja. Če se gre za bolezni, predvsem avtoimune, kjer moramo stimulirati endokanabinoidni sistem, se pravi, ki je pretežno v možganih, v črevesju, v receptorji, zdaj mislim, v kostnem mozgu, na CB1 receptorje se veže izključno THC. Se pravi, pri teh boleznih mora biti prisoten THC. CBD je tudi ugoden za naše telo, ampak je bolj deluje protivnetno in se nažalost direktno na receptorje ne veže. Za zdaj je taka je večino tega doziranja raznega izkustvenega. Upam, pa bomo imeli v bližnji prihodnosti metodo, kjer bomo lahko določili, kateri endokanabinoidi ti primanjkujejo, tako recimo hormonske preiskave, pa bi mogoče na ta način lahko bolj pomagali bolnikom. Ampak do zdaj so bile te raziskave, predklinične študije pa klinične študije skoraj nemogoče. Zato, ker je etična komisija Ministrstva za zdravje bila večinoma proti, recimo tudi za magisterije pa diplomske naloge so odklanjali študije, kjer se je govorilo o kanabinoidih, ker pač kar ne poznaš tistega, te je strah. Zdaj, CBD je pri nas recimo možno dobiti v različnih oblikah, tako za kajenje v obliki kapljic, mazil, vazelin za ustnic, ne nazadnje.
Zakaj recimo pa je to potem dovoljeno? Je to res takšna luknja v zakonu trenutno? Zato, ker naša država raje, kot da bi to recimo pametno regulirala, gleda v stran. Zaradi tega nažalost tudi ni neke kontrole produktov, kvalitete produktov na trgu. Mi delamo zdaj analize konopljenih izdelkov že 10. leto se začne in je pač marsikaj, kar je na trgu, ne bi smelo biti. To ne pomeni, da ne bi smelo biti na trgu, ampak če bi bil sistem spremljanja kakovosti, recimo kot pri vinu ali pri hrani, bi razmere bile boljše. Problem je, ker je CBD še vedno v novel food prepovedan kot prehranski dodatek ali hrana. Taka sporadično se kakšna inšpekcija spravi na enega proizvajalca pa ga kazni, ampak ko bi pa sistemsko uredili tako, bi se šikalo za eno moderno državo, pa očitno niso sposobni. Mogoče bo zdaj s tem, če bo konoplja, tako kot v Nemčiji, izvzeta iz seznama prepovedanih drog, bo mogoče lažje. In zaradi tega, ker je to vse sivo, niti ne pridobiš nekega recimo investitorja v raziskave ali v karkoli, v resno proizvodnjo ne, zato ker nihče ne ve, kaj bo jutri. In upajmo, ko se bo tudi to spremenilo, pa bo se te zadeve uredile. Vsekakor pa bo dovoljena recimo samooskrba ali gojenje za lastne potrebe, ker je to sodišče odločilo, da ni kaznivo. Je potem sploh smiselno, da recimo za samo zdravljenje, ko ste omenili, CBD deluje protivnetno, recimo uporabljamo kapljice CBD? Glej, zdaj, če se karkoli se uporablja za zdravilo, je dobro vedeti v kakšnih koncentracijah in dozah. Ne? Zdaj, kapljice CBD, kar smo delali raziskav, pa recimo za lajšanje simptomov, epilepsije pa ostalih, se je pokazalo, da se začne terapevtska doza nekje pri pol miligrama na kilogram telesne teže, pa ko se pokažejo neki efekti, včasih celo do 10 miligramov. Zdaj, odvisno kakšna je koncentracija in koliko jemlje. Zdaj, ena kapljica 5% CBD-ja je verjetno bolj placebo kot karkoli drugega, ker je pač enostavno količina premajhna. Ne? Tudi če bi recimo vsak dan jemali? Moral bi najprej videti, koliko je kanabinoidov v eni kapljici, pa te videti, če je to prava doza. Ne? Zato recimo tudi za samooskrbo mi spremljamo vzorce, zdaj že pravim 10 let iz črnega trga, iz samooskrbe, pa tako naprej. In recimo smo veseli, da je trenutno kvaliteta na samooskrbnem segmentu boljša kot na črnem trgu. Kar je mogoče normalno, ker zase bolj poskrbiš, ne, kot če nekaj daješ tako. Pomembno je tudi, da ljudje, ki si sami naredijo ekstrakte ali pa karkoli, tudi cvet, vejo, koliko je aktivne učinkovine, da vejo pol pravilno dozirati. Če to jemljemo preventivno, pol ni tako važno, koliko je, če lahko normalno funkcioniramo. Če je pa to za resne bolezni, kot je rak, pa razne avtoimune, pa kronične črevesne bolezni, je pa fajn, da vemo pravilno dozirati. Kaj pa recimo primer kajenja CBD-ja? To nekateri pravijo, kajenje je tako ali tako škodljivo, ampak kaj pa recimo, če je primer, da je samo CBD v zvitku? Je isto škodljivo, kot če je THC, ker ni škodljiv sam CBD, ki pač v cvetu, če imamo cvet, ga moramo segreti tako, da kanabinoidne kisline se pod vplivom temperature spremenijo v aktivne kanabinoide. Boljše kot kajenje je uparjanje, dobimo posebne uparjalce, kamor damo cvet konoplje. To je zelo učinkovito recimo pri astmah, pri kronični obstruktivni bolezni pljuč, pri emfizmu. Zato, ker odpre mešičke, pa se pljuča očistijo bistveno bolje kot z raznimi pumpicami.
Je pa oporjevalec verjetno boljši, ker gre za višjo temperaturo? Ne, nižjo temperaturo. Za nižjo. Ko mi prižgemo recimo z joint ali pa cigaret, je temperatura, ko potegnemo nekje od 500 do 800 stopinj. Kanabinoidi začnejo izparevati, prvi je THC pri dobrih 160 stopinjah, tako da recimo v uparjalcih temperatura ne preseže 180-190 stopinj. Zato ni škodljivih substanc, kot je katran, kot je dim, ko zažgemo, in je bistveno bolj priporočljivo za medicinsko uporabo. Pa mora biti konoplja obdelana, da učinkuje. Recimo, videli smo že kakšne primere, slišali za primere, ko so kakšni psi pojedli konopljo in so morali takoj na spiranje želodca. Bi se psom, ljudem enako zgodilo, ali pride sploh do učinkovanja, če neobdelano konopljo zaužijemo? Vsaka konoplja vsebuje tudi en del, tudi če ni toplotno obdelana, govorimo o toplotni obdelavi samo, en del THC-ja. Odvisno je tudi od načina zaužitja. Najslabši možen način oziroma najhitreje pride do predoziranja, hudega predoziranja pri oralnem vnosu. Zato, ker sam delta 9 THC je psihoaktiven, bistveno bolj psihoaktiven je pa sekundarni metabolit, ki nastaja v jetrih, kar je delta 11 THC. Zato, ko smo brali ko so plezali po kozolcih, pa ne vem kaj vse, ko so se predozirali, je predvsem zaradi oralnega. Drugače pa moramo konopljo segreti, da postane psihoaktivna. Sama kislina ni v takšni meri psihoaktivna, ampak je tista konoplja psihoaktivna, koliko ima THC-ja že dekarboksiliranega. Dekarboksilacija poteka dejansko že pri nižjih temperaturah, ampak s tem, ko mi segrejemo cvet oziroma ekstrakt na dobrih 100 stopinj ali pa okrog 100, ta proces sam pospešimo. Če pa bi recimo tako kot, ne vem, kot si damo peteršilj na rižoto, potresli konopljo po rižoti, pa verjetno ne bi bilo enakega učinka. Ne bi bilo takega vpliva, ne. Torej, pravzaprav najlažje je doseči predoziranje, recimo v obliki piškotov, gumijastih bombonov in podobnega. In tudi to v primeru, recimo, če toliko ljudje si pripravljajo doma, ne vejo, koliko je aktivne substance. Če danes kuhaš, recimo, pa jutri imaš eno drugo konopljo, je lahko razlika bistvena. Zato pride do predoziranja. Zato jaz bolj priporočam, če že kdo hoče delati razne kukije ali karkoli, da dela iz cveta, ki je analiziran, ker se ker vemo, koliko je THC-ja not, in se lahko točno zračuna, koliko je oralni vnos. Oralni vnos bi, recimo, kaj je brez nekih hudih posledic, je za odraslega tam 10 do 15 mg, ne več THC-ja. Če je tam 30, je že lahko kar veselica. Pa to pomeni, da bi prišlo do bljuvanja ali? Ne, do predoziranja. Zdaj pa, tako bom rekel, kdor ni uporabnik konoplje, mu je težko razložiti. Isto kot je težko razložiti, če nisi pil, pa kako je biti pijan. Do predoziranja pride ponavadi pri ljudeh, ker nikoli se ne meša alkohol in konoplja. Večina ljudi ima še malo zadržke do uporabe konoplje in ko spijajo 1, 2, 3 pive, malo bremze popustijo in si skadijo. To je najslabše, kar se lahko naredi, ker se seštejeta učinka alkohola in metabolitov konoplje. Pol drugi, ki se predozirajo, so tisti, ki nikoli niso, pa jim nekdo da kuki, ki je pač preveč aktivne substance, in se prestrašijo. Sama konoplja ne vpliva na kardiovaskularni sistem, zaradi tega še nihče ni v zgodovini umrl od uporabe konoplje. Vpliva pa zelo, da če nekaj ne poznaš, je lahko zelo huda izkušnja, ampak bolj psihična kot telesna. Ker si prepričan, da boš umrl, ampak ne boš. Če se pa dozira tako, ki je treba, pa mi nismo zasledili do zdaj skoraj nobenih problemov.
Kaj pa v primeru kajenja? Nekateri pravijo, da je nemogoče doseči predoziranje preko Nemogoče. kajenja. Predoziranje je mogoče doseči, tako bo rekla. Vsekakor, ker vsak ima tudi svojo toleranco do konoplje, isto kot pri alkohola. En lahko spije eno pivo, drugih lahko 5, pri konoplji je podobno. Ne? Ampak nemogoče je zaužiti količino konoplje, ki bi bila smrtna. Ne? Recimo tako LD50, to je letalna doza oziroma doza, pri kateri umre 50% laboratorijskih živali, nažalost. Se pravi, je pri aspirinu 1:20. To pomeni, da če zaužijete, če je en aspirin terapevtska doza, je 20, če jih zaužijete 20 naenkrat, imate 50% šanse, da umrete. Pri konoplji je ta LD50 1:40 000. To pomeni, če je en zvitek konoplje neka doza, bi morali naenkrat pokaditi 40 kg konoplje, ka bi imeli 50% šanse za umret. To pa fizično ni mogoče. To je že To je skoraj ena bala konoplje. polovica človeka. Da, recimo. to je nemogoče. Ne. Tako, ne, ni mogoče, nihče še ni umrl od konoplje. Nažalost, NIJZ še vedno vodi 2 ali 3 smrti zaradi konoplje v Sloveniji, ampak z obrazložitvami, ki pač ne vzdržijo. Kaj pa, kako je prišlo do tega? 2017, ko smo imeli 3. znanstveno konferenco na Gospodarskem razstavišču, je NIJZ objavil, da sta v Sloveniji prva 2 primera smrti zaradi konoplje. In mi kot društvo PES smo zahtevali vpogled v dokumentacijo, so na njo poslali in v dokumentaciji je obrazložitev smrti konoplje. Punca je zvečer spila par alkoholnih pijač in Red Bullov in pokadila zvite konoplje, in ko je šla domov, je padla na pločnikov, udarila z glavo v rob pločnika in umrla, in vzrok smrti je bil konoplja. Mislim, to so tako malo neresne zadeve, ampak statistično se nažalost še vedno vodi. Kako pa je sicer s to legalnostjo? Zdaj vemo, da se borimo za to, da bi se, no zdaj je že dekriminalizirano, ampak če so moji podatki pravilni, je šele sredi 70-ih let v Jugoslaviji sploh prišlo do prepovedi konoplje. Da. Zakaj pa je takrat prišlo do prepovedi? Prva mednarodna konvencija je bila sprejeta leta 1961 o prepovedi konoplje, ne, in ta konvencija je prepovedala dejansko samo, je govorila samo o psihotropni konoplji. Zato ker v 28. členu konvencije izrecno pravi, da konoplja ni, se pravi, da je izvzeto iz konvencije konoplja za semena, vlakna, industrijsko predelavo, hortikulturo in pa ne vem, še nekaj. Tekstil morda? Ne, bom pogledal, pa ne bom narobe povedal, ampak sigurno je za hortikulturo. Zaradi tega je Jugoslavija še naprej proizvajala, bila je, mislim, kot 3. ali 4. izvoznica konoplje v svet. Ampak naslednje konvencije, ki so prišle kasneje, so stvari še zaostrile. To je bilo v 70-ih letih in takrat je Jugoslavija opustila pridelavo konoplje. Konoplja se je uporabljala pred naftno industrijo, vsa jadra, večina obleke, vse vrvi, vse, kar je bilo iz vlaken, je bila osnova konoplja. Ves denar je bil tiskan na konopljem papirju, ker je bistveno bolj zdržljiv. In šele kasneje se je to spremenilo. Američani so prvi prepovedali konopljo na splošno, mislim, da leta 1937. In med drugo svetovno vojno, oziroma že prej, leta 1941, so zagnali kampanjo Hemp for Victory, kjer so kmetje morali gojiti konopljo, ker drugače ne bi imeli dovolj surovin za drugo svetovno vojno.
takoj, ko se je druga svetovna vojna končala, je šlo to pač spet čisto v drugo smer. Vseeno so ene države še naprej raziskovale konopljo, predvsem je bil tu v ospredju Izrael. In tako so odkrili pred 30 leti endokanabinoidni sistem človeški, ki je glavni regulator ostalih sistemov, od hormonskega, imunskega in tako naprej. Ampak nažalost se ni nič spremenilo v teh 30 letih. Mi smo organizirali že ne vem koliko znanstvenih konferenc v Ljubljani in bi lahko verjetno na prste ene roke preštel, ne vem, uradnike, ki so se udeležili teh naših konferenc. Tudi v Državnem zboru smo že organizirali posvet, pa tudi ni bilo nobenega od njih. Ker pri nas je večinoma bolj prohibicionistično naravnano Ministrstvo za zdravje. Ker sicer pa, kot pravite, kanabinoide pravzaprav že imamo v sebi, tudi če nismo uživalci. Seveda, mi imamo endokanabinoidni sistem, naše telo izloča, do zdaj je izoliranih 7 vrst endokanabinoidov. Vemo, da imamo za zdaj dvoje različne kanabinoidne receptorje, CB1 centralni in CB2 bolj periferni sistem. Ampak pravim, dokler to ne bo mainstream in ne bodo vlade, tudi slovenska, spodbujale raziskav, ampak bodo bolj metale polena pod noge, se to kaj dosti ne bo spremenilo. Upamo, da bo zdaj s tem zakonom končno ta stigma, ne? Ker, kot ste prej omenili, radi sledimo Nemčiji v vseh mogočih stvareh, razen pri konoplji vedno naletimo na nepremostljivo oviro. Ker doslej pa, recimo sploh v decembrskih dneh, verjetno lahko pričakujemo, da nas tudi sploh v prometu še kje ustavijo. Sami ste napisali, mislim, da precej odmeven članek za enega od spletnih portalov, kjer opozarjate na to, da pravzaprav gre za razliko med alkotestom in testom za zaznavo drog, kjer alkotest recimo zaznava količino izpihanega zraka, ki jo imamo tudi zakonsko določeno, medtem ko test za prisotnost THC-ja pa samo zaznava prisotnost. Tako. Zdaj s tem se bodemo že en čas. Mi smo imeli pred več kot 10 leti sodno prakso v Sloveniji, kjer je bilo merodajno o tem, da sodišče odloči, če je nekdo bil pod vplivom ali ne, poročilo oziroma izvid zdravnika, ki je bil opravljen na strokovnem pregledu. Pol se je v enem, ne vem kdaj, pred 6 leti to sfižilo in danes je dokaz, da je nekdo pod vplivom prisotnost aktivne substance ali presnovka, ki pa ni psihoaktiven. Presnovek, se pravi, substanca, ki je prepovedana v prometu, je delta-9 THC, kar določa tudi pravilnik o določitvi prepovedanih substanc v prometu, prepovedanih drog. Niso pa metaboliti na seznamu prepovedanih substanc v prometu. Nažalost se je pri nas zdaj to izrodilo, tako da tudi tisti, ki recimo uživajo konopljo, ko povemo odgovorno, ne vem, zvečer, ko nimajo kaj za kakšnih opravkov, ampak izpit se jim lahko vzame tudi po enem tednu, 2 ali 3 od uživanja konoplje. Mi menimo, da je to grobo kršenje pač ustave. Menimo tudi, da ta določila niso zaradi tega v zakonu, oziroma ni taka sodna praksa zaradi tega, ker bi bili uporabniki konoplje nevarni v prometu, ampak to predstavlja bolj, kot sem omenil, korenček pa palico, pač ne boste uporabljali konoplje. Namreč, če vozite pod vplivom alkohola, glede na stopnjo alkoholiziranosti, lahko odnesete brez kazni, s kaznijo ali pa recimo z odvzemom. Pri konoplji je zadosti, če Nacionalni forenzični laboratorij ugotovi samo prisotnost kanabinoidov.
Prisotnost kanabinoidov pa oni ugotovijo tudi, če uporabljate legalne produkte, konopljeno moko, konopljena semena, ne vem, ta CBD cvet, ki ga dobite pač prosto kupiti, je zadosti, da vam vzamejo vozniško dovoljenje. Ker pač zakon smatra, da je nekdo pod vplivom, če ima v sistemu prepovedano snov. Ampak Slovenija nima ne višine tega, Slovenija napačno, slovenski aparat, pač policija pa sodišča, si razlagate, da so metaboliti prepovedani v prometu, kar ni res, ker pravilnik ne določa. In ne glede, tudi v primeru, ko zdravnik ugotovi, da ni nobenega zaznanega vpliva, boste ob vozniško dovoljenje 1200 evrov kazni in vas doleti 18 kazenskih točk. To pomeni avtomatsko izgubo. Mi dobro vemo, da danes brez vozniškega dovoljenja je skoraj nemogoče funkcionirati. In imamo en kup primerov, kjer so bila dovoljenja odzeta nezakonito, saj mi tako mislimo, ampak nažalost v državnem aparatu pa v zakonodaji je toliko enih uzanc, pa toliko preprek, ne samo zakon o prekrških, ampak tudi zakon o voznikih. Tako upajmo, da bo ob spremembi generacij na ministrstvu tudi na ministrstvu malo več zdrave pameti glede tega. Ne. Namreč to je veliki biznis, letos so odzeli, mislim, da čez 2000 vozniških dovoljenj. Vemo, koliko stane, da nekdo gre ponovno upravljati in to je navadna kraja, ki se ne spodobi za eno civilizirano državo. Je pa tudi res, da lahko odklonimo prvi test. Kar pomeni avtomatsko izgubo vozniškega dovoljenja. Tudi če gremo potem k zdravniku. Ja, zato ker tudi zdravnik, tudi če bo zdravnik odločil, da niste pod vplivom, vam bodo še vedno vzeli kri in urin, ker odklonitev pomeni izgubo. Čeprav je zdravnik odločil, da ni vpliva, kar je tudi protiustavno, ker prekrškovna zakonodaja bi se morala uporabljati analogno s kazensko, ki je nekako rangirana višje. In v kazenski zakonodaji, dokler ni vzpostavljenega suma o nekem kaznivem dejanju, ni ustavno zakonske podlage za odvzem telesnih tekočin, prstnih odtisov, DNK-ja, karkoli. Enako bi moralo veljati v prometu. Če zdravnik odloči, da nekdo ni pod vplivom, pol ni nobenega suma in ni zakonske podlage za odvzem tekočin. Ampak sem rekel, to je tele predpisi se v državnem zboru sprejemajo bolj z levo roko, ker očitno nikoga ne zanima, dokler ne pride na njegovo dvorišče nazaj. Sicer pa koliko časa je že konoplja na naših dvoriščih? Govoriva o tisočletjih? Govoriva o 10 tisočletjih, ja. Zdaj, najstarejši dokazana uporaba psihoaktivne konoplje je bil odkrit hašiš oziroma konopljena smola v sibirski grobnici, ki je bila stara čez 7000 let. Zdaj to je dokumentirano, verjetno glede na raznovrstnost konoplje od vzhodne Azije do Evrope je to verjetno bliže 100 000 letim, ker je variacije sort konoplje so neverjetne. Jaz bi jo primerjam rad z eno od prvih kultiviranih rastlin, to je jablana, ki se tudi razšira po celem svetu. Imamo na tisoče sort jablan oziroma jabolk. Ker pač konoplja, tako vse ostale rastlinske pa tudi živalske vrste se prilagodijo na klimatske pogoje, na pač pogoje, kamor jo zaneseš in se tako pač tvorijo nove sorte. Kaj pa v Amerikah in v Avstraliji, na drugih celinah, v Afriki, je tam tudi že obstajala? Ali so jo prenesli ljudje šele? V Ameriko so jo prenesli Evropejci, prej ni dokazov, v Afriki je pa bila že prej, ker je pač Afrika povezana z Azijo po kopnem,
Konoplje pa niso našli, vse koliko je meni znano, v Južni Ameriki. Je pa zanimivo, da so našli kokain v Egiptu. Tako očitno so vseeno nekaj sodelovali. Ne. Tudi v Egiptu starem Egiptu se je uporabljalo konoplja, v stari Grčiji kot zdravilo, v starem Rimu, v celem srednjem veku, tudi v arabskem svetu. Zakaj so jo pa takrat recimo uporabljali predvsem? V arabskem svetu predvsem recimo so za blaženje simptomov epilepsije, na Kitajskem za menstrualne težave, za psihološke težave. Stari Grki so predvsem uporabljali obkladke iz korenin konoplje, pa Rimljani za zdravljenje poškodb. Ne toliko psihoaktivno, bolj so bili na vinu očitno, ampak še vedno se je konoplja uporabljala. Moram povedati, da je bila konoplja do leta 1957 tudi v jugoslovanski farmakopeji, ampak te, ko je postala prepovedana, so jo pač umaknili in je bila enostavno nisi smel niti omeniti. Ja, danes, ko govorimo o konoplji, pogosto govorimo predvsem o uživanju ali preko dima ali oralnem, ampak hkrati pa recimo se zelo priporoča ravno za zdravljenje ran in tudi brazgotin, tudi kremo. Tudi. Ali gre tukaj tudi za neko toplotno obdelavo? Zdaj tako je, konoplja pri teh površinskih in pri ranah sta ugodni obe konoplji, se pravi tista z višjo vsebnostjo CBD-ja in tista z več THC-ja, ker CBD deluje protivnetno. So pa recimo tudi pri globljih poškodbah, pri kosteh, ker imamo v kosteh ogromno kanabinoidnih receptorjev, zelo ugodno vpliva na celjenje kosti. Seveda ne samo konoplja, poznamo tudi druge domače rastline, ki zelo ugodno vplivajo, kot je gabes, ampak se uporaba konoplje zelo priporoča pri teh poškodbah. To zdaj govoriva o topičnem oziroma transdermalnem vnosu. Pol je pa odvisno uporaba od konoplje, se pravi metoda aplikacije pa doziranja, pa odvisno tudi od bolezni. Pri boleznih, kjer moramo spraviti v sistem čim višje koncentracije ali pa vsebnosti kanabinoidov, se najbolj priporoča rektalni vnos. Tudi recimo pri ženskah, predvsem pri endometriozi, kar je danes nažalost prepogosto, se priporoča kombinacija rektalnega pa vaginalnega vnosa. In vse študije, ki so jih delali v Izraelu, samo potrjujejo naše izkušnje, da zelo pomaga pri teh stanjih raznih. Danes veste, kaj endometrioza že nažalost razširjena zaradi raznih vplivov iz okolja. Tudi pri raku, recimo, ker rabimo višje količine, govoriva o 10 mg na kilo telesne teže na dan, se priporoča rektalni vnos, ker takšnih količin se oralno ne da zaužiti, ne da bi bili skoraj nesposobni za funkcioniranje. Zakaj pa se jo priporoča recimo v prehrani, v obliki olj, moke, semen? Konopljino olje ima idealno razmerje omega kislin in pa je edino, ki vsebuje GLA kislino. Je pa res, da konopljino olje mora biti čim bolj sveže, je zelo neobstojno, zato moramo biti, ko kupujemo konopljino olje, hladno stiskano, zelo pozorni na to, kdaj je bilo proizvedeno. Vse podobno je tudi z olivnim oljem, pravilno mora biti skladiščeno, ne v plastični embalaži, ker vsa ta olja so zelo občutljiva na oksidacijo pa spremembe. Pa tako govorimo tako o oralnem uživanju kot o recimo mazanju po koži, tako kot pri olivnem olju? Ja, ampak jaz bi konopljino olje bolj uporabljal kot nosilec, ker to smo pozabili povedati, če je uporabljeno čisto konopljino smolo. Je dobro, če jo zmešamo najprej z neko maščobo, zato ker smola kot taka ni topna v vodi. In je čista smola zelo slabo ima absorpcijo,
Zato absorpcijo povečamo s tem, da jo najprej zmešamo v maščobo, ki se lažje pol absorbira skozi črevesno pa trebušno sluznico v krvni obtok. In o kakšni maščobi tukaj govorimo? Kakršnikoli. Zdaj recimo ko se svečke so že itak, je osnova maščoba, kakaovo maslo recimo, olja tudi, recimo za kožo so ponavadi oljna osnova, ker hidratantne kreme itak niso dobre za kožo. Taka čisto smolo, če se namažemo, bo verjetno trajalo par ur ali pa dolgo časa, da se bo absorbirala. Jo prej pobrišemo verjetno, ko pa... Kaj pa recimo, če smola mi zdi, da je zelo razširjena raba smole tudi za, naprimer, proti migrenam, ampak takrat gre za oralno uživanje, ali to oralno, pomeni? ampak še vedno mora biti mešano s smolo. Zdaj, tudi za migrene obstajajo različni načini, tudi smo razvili recimo nosni sprej, ker najhitreje deluje, to se uporablja predvsem kot epistatus pri otrocih, ker epistatus za klasični epistatus za ustavljanje epileptičnih napadov je huda droga in otroci par dni ne pridajo k sebi. In s tem smo ugotovili tudi, da pač ugodno vpliva na glavobole in migrene. Zato, ker je najhitrejši prenos iz nosne sluznice v možgane prek labialnih žil. Pač je povezano. Ne? Zdaj, prej ste omenili, da ni priporočljivo mešanje alkohola in kanabinoidov, pa vendarle danes poznamo tudi že kanabinoidno vino in žganje. Tako imenovano konopljeno vino. Moram vas popraviti, ni kanabinoidno, ker ne vsebuje kanabinoidov, ampak terpene iz konoplja. Zdaj, kaj so terpene? Konoplja ima 3 glavne, se pravi konopljin cvet, substance, vrste substanc, to so kanabinoidi, terpeni in terpenoidi in flavonoidi. Vse 3 so zdravilne. In terpeni so tista substanca, po kateri določamo, kako konoplja diši. Se pravi aromatske spojine. Ne? In to je delal, mislim, da gospod iz Štajerske. Letos je bil na kanabis konferenci na Bledu, ko je bila, je predstavil in fermentira dejansko konopljo svežo. Ampak ne vsebuje kanabinoidov. Torej, v tem primeru pa gre mešati konopljo? Ja, ampak to so bolj tako malo moda, pa malo bolj za hecko, pa neka resna. Je bilo že par poskusov, imamo konopljen šampanjec iz Češke, ampak nekako, ne vem, bomo videli, kaj bo prineslo. Verjetno, ko bo to legalizirano, bo verjetno ali urejeno, bo verjetno teh produktov še več na trgu. Kaj pa recimo konopljino žganje? Nekateri pravijo, se veste, vsako žganje za nekaj, ne vem, za orehovec, za želodčne bolečine, to za tisto. Recimo konopljino žganje pa je tudi mogoče lahko, zakaj? Dobro. Ali gre bolj za okus? Verjetno je to bolj tudi za okus, ampak tako je, vsaka stvar je lahko v malih količinah tudi zdravilo. Tudi domače žganje je zdravilo, če je to res mala količina, ne pa ne vem, malo večja. Ne? In v teh malih količinah tudi ne bo prišlo recimo do tega negativnega součinka konoplje, tako jaz bi rekel, brez skrbi. Smo že testirali tudi konopljena žganja v našem laboratoriju in moram povedati, da vsebujejo ponavadi zelo nizke koncentracije kanabinoidov, tako brez skrbi. Kako pa vaš laboratorij deluje? To pomeni, da lahko kdorkoli pride do vas in vas prosi, če testirate njegov primerek? Da. Mi smo, pravim, zdaj že 10. leto, ker smo začeli s tem. 2014 smo začeli z znanstvenimi konferencami in te smo hitro ugotovili, da je pač to skoraj nujno in smo pač ustanovili laboratorij. Najbolj zaradi tega, ker ljudje morajo vedeti prvič, kaj zaužijajo. Predvsem je takrat bilo govora o črnem trgu. In smo dali ljudem vsem možnost, da nam pošljajo. To je bilo tako malo na pol legalno, recimo, ker je bilo še vse bav pred 10 leti.
Ampak moram povedati, da nismo imeli nobenih težav, ker nič slabega ne delamo. Če spremljamo, kaj se dogaja na črnem trgu, pa na samooskrbnem. Tudi s pošto, ne? Tudi s pošto do zdaj moram potrkati, no, nikoli nobenih težav. Niti ne s policijo, ker dejansko je to na avto bi morala, če mene vprašate, biti naloga države. Resna država, ne pa nas aktivistov, ki organiziramo kontrolo kvalitete pač produktov. Ne. Lansko leto, decembra, glih v tem času sem naredil akcijo brezplačno testiranje za vse, ki uporabljajo konopljo za samozdravljenje ali jo kupijo na črnem trgu. Dobili smo nekaj čez 300 vzorcev, jih analizirali, v kratkem bodo tudi rezultati o tem, drugače pa spremljamo pravim že 10 let. Nekaj smo predstavili nedavno na konferenci v Kolumbiji, prejšnji teden. Zdaj še delamo od vseh teh, ki smo zbrali tele vzorce, delamo še eno raziskavo oziroma anketo, malo razširjeno, ker edino, če imamo pravi feedback, povratne informacije od uporabnikov, lahko še bolj pomagamo drugim, recimo. Ne. In spet to bi moralo biti stvar NIJZ-ja, pa ostalih služb, ki zapravijo milijone. Mi do zdaj od države nismo dobili nič, razen kako poleno pod noge. Kako pa izgleda sicer ta analiza, s čim morate obdelati vzorec, da dobite rezultate? Zdaj testiramo vse, odvisno od vzorca je tudi priprava vzorca za analizo. Uporablja se, jaz nisem laborant, to dela naš dr. Štukelj, ampak vem, da se uporablja etanol, razni filtri, da se to prefiltrira. Moram povedati, ko smo imeli srečo, ko smo vse to začeli, da smo imeli najboljše učitelje na svetu, ker smo na konferenco povabili dr. Hanuša, ki je analitski kemik in je dejansko odkritelj endokanabinoidnega sistema pri človeku, ker je deloval v timu profesora Mešulama, in pa dr. Paul Hornbija, ki nam je tudi ogromno pomagal, ker pred 10 leti je to bila, pravim, še tabu tema in nisi se imel skoraj kam obrniti. Zdaj testiramo, lahko povem, že par tisoč ali pa blizu 1000 vzorcev letno od ljudi, ki nam jih prinesejo, pošljajo po pošti in to iz celega sveta, ne samo iz Slovenije. Kaj pa zdaj, ko ste bili na tej mednarodni konferenci v Kolumbiji, ste izvedeli kakšne nove stvari, so kakšna nova odkritja bila predstavljena tudi tam? Tudi, v zadnjih 2 mesecih smo bili, mislim, na 5 konferencah. Oktobra je bila konferenca na Dunaju, pa v Reykjaviku na Islandiji, pa v Radeji v Romuniji, pa v Pragi je bil Kanafest, pa zdaj konferenca v Romuniji, v Kolumbiji. Nažalost se cel svet prebuja, samo Slovenija vedno čaka, kaj bo pa capla. Ostali svet je navdušen recimo nad tem, ker tudi če ni dovoljeno, je Slovenija ena od vodilnih na raziskavah konoplje. Recimo konopljo raziskuje zelo intenzivno Hmeljarski inštitut v Žalcu, Biotehnična fakulteta, Zdravstvena fakulteta, s katero sodelujemo pri organizaciji seminarjev za zdravnike in sestre. Imamo tudi souporabo laboratorija, ker smo pač pridobili sredstva, nabavili aparature in jih inštalirali za potrebe pač učnega procesa na zdravstveni fakulteti. Ker nam je interes, da konoplja čim prej pride v uradno medicino in to je po moje edina prava pot. Ker pač bolj ko poznaš stvari, manj se jih bojiš. Bodo v Sloveniji tudi v prihodnje kakšni dogodki na to temo? Vsekakor. Letos septembra je bila že druga mednarodna poslovna konferenca o konoplji. Na tej konferenci je tudi sekretarka vlade zadolžena za zdravstvo napovedala spremembe zakonodaje v letošnjem letu,
to je bila dr. Metka Paragi. Letos bo spet po vsej verjetnosti drugi vikend v septembru. Ne ve se še lokacija, ali bo to Bled ali bo Ljubljana. Ker tudi s takimi konferencami se nekako ruši ta stigma konoplje. Zdaj moram povedati, da mi sodelujemo tudi z to mednarodno konferenco ICBC, in ko oni povabijo strokovnjake v Slovenijo, pol mi te iste strokovnjake porabimo za to, da imamo predavanje na zdravstveni fakulteti. Lansko leto smo imeli tudi seminar z mednarodno zasedbo in probamo imeti to, koliko se da poceni za študenta. Mislim, kaj je udeležba 10 evrov, za ostale 30. Ker če pogledate cene z teh konferenc v konoplah, je par 100 evrov. Ampak pravim, nam je interes, da pride čim več ljudi sliši, ker je žalostno, da danes ena povprečna populacija o konoplji ve več kot tako imenovana stroka. Upamo, da se to v prihodnje spremeni. Lepa hvala, da ste prišli v studio in nam marsikaj razložili. Hvala vam. Tako, dragi gledalci, recimo temu predpriprave za morebitne spremembe zakona v prihodnjem letu. Kaj več pa seveda sproti. Do prihodnjič, lep pozdrav.